izdal ukaz za premik na Poček. Oba dva položaja sta jasna, se pravi položaj ognjenega položaja je na Grmači z poveljniškim delom, z poveljniškim vodom, položaj opazovalnice oziroma izvidnikov na Kravjeku. Premik prvi od glavnih vrat iz Vojašnice, drugi premik z glavne ceste do skladišča, tretji premik prvo iz Vidnice na ognjeni položaj, potem pa dobim signal od poročnika Lična, strani iz Vidnice, četrta faza, zasedanje vseh položajev. Se pravi, izvidniki čakate do tiste faze, ko je končano izvedovanje ognjenega položaja. In potem se vi premaknete levo na Kravjek, vsi ostali na Grmaču. Ko dobim signal od izvidnice ognjenega položaja, potem izvedemo po vrsti, tako kot smo postavljeni, zasedanje ognjenega položaja in zasedanje opazovalnice na Kravjeku. Vrstni red kolone je sledeči. Poročnik kliče poveljnik voda z kupo, ognjeni vod s 3 kamioni, poveljniški vod s svojimi vozili in pa izvidniški vod s svojimi vozili. Kakšno vprašanje? Nič nismo prejeli samosklic enote, prišli smo v enoto in dobili povelje od poveljnika, v glavnem, da pripravim baterijo za premik na poligon Poček. Po prejetih nalogah poveljnika 406. artilerijskega bataljona je baterija ob 9:00 izvedla premik na lokaciji Vojašnica Postojna, poligon Poček, kjer je posedala ognjeni položaj. Elementi ognjenega dela, kot so top havbice 155 mm TN90, 3 kosi, topografi, računalci, meteorologi in pa izvidniki so bili pripravljeni ob 9:40 za streljanje. Med pripravo smo izvedli tudi maskiranje ognjenega položaja. Tudi maskirali havbice, sprejem. V ognjeni bateriji imamo topografe, kateri določi koordinate ognjenega položaja in na fino smerijo orožje. Potem imamo računalce, kateri izračunajo elemente, tako da pripeljemo projektil v željeni cilj. Imamo meteorologe, kateri izračunajo popravke, kateri vplivajo na let samega projektila. Imamo veziste, kateri poskrbijo za komunikacijo med ognjenim položajem in pa opazovalnico in med samo komunikacijo na samem ognjenem položaju. In seveda ne smemo pozabiti naše izvidnike, kateri se nahajajo v prvi liniji nasprotnika, saj oni posredujejo elemente na ognjeni položaj, s pomočjo katerih zadenemo nam željeni cilj. Kaliber, kot sem rekel, je 155 mm, dolžina cevi je 7 metrov, zaklep 120 kg, smodniško polnjenje sestavljeno iz več kompozitov, odvisno za daljavo. Kaliber oziroma projektil je težek 43 kg, domet z maksimalno ponitvijo je 40 km. Teža oborožitve je pa 9 ton 400 kg. Top havbico uporabljamo za uničevanje žive sile na odprtem, v zaklonih, vozila in pa utrjene položaje. To so bunkerji in podobno. In za ustvarjanje prehodov skozi minsko polje. Nahajamo se na opazovalnici Kravjak, kjer naši izvidniki posredujejo podatke o cilju, v glavnem na ognjeni položaj računalcem. Računalci izračunajo streljne elemente potem posredujejo na top havbice 155 mm, havbice pa potem te projektile izstreljujejo praktično na te cilje, katere so določili sami naši izvidniki. Orientir 1, drevo na hribu Počkovec, osamljeno drevo. Vidite vsi? Največje drevo. Že posedli opazovalnico. Pri samem začetku oziroma ko posedemo opazovalnico smo določili orientirje na območju, ki ga pač opazujemo. Določili smo že prej meje, se pravi levo in desno meje opazovanja. Na samem osrednji smeri delovanja smo določili orientirje. Zdaj bomo orientirje določili tudi z pomočjo Artesa, bomo določili koordinate teh orientirjev. Vse orientirje bo tudi kot kontrolo vrisal na karto topografsko, tako da imamo še metodo, če se slučajno katera zadeva pokvari.
Ta naprava je Artes z laserskim delinomerjem. Z njim merimo koordinate cilja. Podatki, ki jih dobimo iz Artesa, se prenesejo na računalnik. Na računalniku imamo karto in forme za pošiljanje podatkov. Na karti določamo cilje, ki mi jih poroča z Artesa. Še peš preverimo, če bi bile mogoče kakšno odstopanje. Naše je zagotavljanje zvez in premostitev razdalj in ovir, ki nastanejo pri elementih artilerije, se pravi ognjeni del, računska služba pa izvidniki. In zagotavljamo nemoteno komunikacijo in prenos podatkov za potrebe streljanja artilerijskega ognja. Delo topografa je določanje pravokotnih koordinat ognjenega položaja ter usmerjanje orožja v azimut osnovne smeri. Meteorološka postaja namenjena za zbiranje podatkov med artilerijskim streljanjem, se pravi o pritisku, temperaturi, vlažnosti, smeri vetra, hitrosti vetra, ter merimo vse te parametre od tukaj do višine 20 km in jih potem posredujemo naprej računski službi. Vsa zadeva se izvaja avtomatsko s pomočjo balonov, ki jih napolnimo s helijem, spodaj privežemo meteorološke sonde in spustimo v zrak. Računalniki beležijo podatke, izračunajo meteorološki bilten, ki ga potem preko radijskih postaj pošljemo naprej v računsko službo. To je sistem za vodenje in upravljanje ognja. S tem dobimo od izvidnikov podatke, jih izračunamo in pošljemo strelne elemente na orožje. Dnevnik zvez se piše podatke, ki jih pošiljajo izvidniki in se zapisuje, če treba evidenco zmer voditi in poročati, da skrbim za postaje, da deluje. Moja naloga je, da ko dobim podatke od računskega oddelka v sistem SUO oziroma ACCS, posredujem te podatke na merilcu, ki potem uravnava vse sistem. Usmerim havbico na artilerijsko busolo, postavim vzad pikete in to je to, smerimo. Potem pa dobimo nadaljne informacije na tale zaslon in potem poveljnik to izdaja, kakšne so kotomer in dalinar. Potem pa čakamo na povelje, na ogenj. Naloga poveljnika je, da nadzira kompletno postavitev, vzpostavitev usposobljenosti havbice, usmerjenosti in havbice pripravi za delo. Ko je havbica pripravljena na delo, sprejema podatke in daje napotke naprej merilcu in pomočniku merilca, da izvaja sistem naprej od polnjenja do izstrelitve. Zadetek 1, levo nič 20. Po 4, ogenj. Ogenj, ponovi.